pa recimo temu dva nova gosta, in sicer magistra Sama Hribarja Miliča, generalnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije, in pa doktorja Jurija Sidoroviča, ki je vodilni partner in vodja področja forenzike za jadransko regijo pri družbi Deloitte. Skratka, dobrodošli. Tukaj, ker med gospode dr. Sidorovič, pa bi, glede na to, da smo dr. Veselinoviča pa profesorja Mraka že slišali, bi šel k vam, gospod Milič, zdaj nadaljevali bi pogovor, seveda predvsem v smislu, kaj nam vsa ta izhodišča, ki smo jih danes slišali, seveda s tem, kar je povedal tudi profesor Mrak, vendarle govorijo o, in to je pač tema naših pogovorov v teh dneh, naložbenih priložnostih v Sloveniji. Položaj je drugačen, kot je bil pred krizo, človek ima občutek, da smo se nekaj naučili, vsega zagotovo ne. Kako vi ocenjujete ta položaj in predvsem, kakšna je ta v bistvu to ozračje neke vrste naložbene sinergije, ki naj bi ga država pri nas ustvarjala? Hvala lepa. Torej, če sem malce provokativen, v Sloveniji razmere še nikoli niso bile tako trdne in dobre, kot so v tem trenutku. To seveda ne pomeni, da so optimalne, ampak razmere v gospodarstvu so bistveno boljše, kot kaže v tem trenutku statistika, in tudi v naslednjih letih pričakujemo, vsaj še 2 leti, da bo take razmere. Samo nekaj dodatnih še dejstev. Vemo, da izvoz raste tako hitro, da vsako leto izvozimo za približno Gorenje in Krko skupaj na novo, da ta izvoz ne ustvarjajo samo velika podjetja, da imamo že zdaj nekaj 100 srednjih podjetij, ki imajo dodano vrednost tam okoli 50 tisoč evrov, to še zmeraj ni evropsko povprečje, je pa že dobra dodana vrednost in glavno vse, kar ustvarijo ta podjetja, vrača nazaj v svoj razvoj. Drugo, kar je tudi zanimivo, je to, da tuji vlagatelji v Sloveniji že predstavljajo dobrih 25% gospodarskega BDP-ja in da približno 1/3 predstavlja njihov izvoz. In po anketah, ki so bile opravljene konec lanskega leta, letos so se razmere samo še malce izboljšale, več kot polovica tujih investitorjev namerava v naslednjih 3 letih v Sloveniji povečevati svoje kapacitete. Fino je, da se razvija tako, kot se razvijajo razmere za Magno, da bomo tudi s tem dali nek občutek evropskemu okolju, da je tukaj stabilno, predvidljivo poslovati, to so tudi zamere za slovensko poslovno okolje, ampak kar je še bolj pomembno, da tisti, ki so v Sloveniji, kot tuji vlagatelji, ki ustvarjajo tudi nadpovprečno dodano vrednost, še naprej v Sloveniji vidijo dobro priložnost za svoj nadaljnji razvoj. Tukaj je vrsta faktorjev, zakaj so se oni tako odločili, tudi po njihovih odgovorih na to anketo. Anketo je opravila Fakulteta za družbene vede za Ministrstvo za gospodarstvo. Skratka, gre za nek kredibilen dokument, ne za nekaj, kar bi recimo pristransko delali, ampak kakorkoli okoliščine v Sloveniji vidijo kot ugodne. Kljub temu, da mi poznamo zelo dobro naše slabosti, da vemo, tako kot je rekel profesor Mrak, da strukturnih reform še nismo upravili, so razmere za prihodnost zelo dobre, kar je bilo tudi danes že rečeno. Tudi slovensko gospodarstvo je sedaj začelo slediti temu ciklu, podjetja so se razdolžila, v zadnjih letih so k tej rasti predvsem pripomogla večja tuja podjetja, pa ta srednja podjetja, ki v krizi niso bila tako prizadeta, sedaj so pa tudi ostali igralci na Sloveniji, ki so obstali, močnejši, kot so bili leta 2008, so za banke zanimive, bankirji spet hodijo od firme do firme in ponujajo denar. Skratka, razmere so v tem trenutku v gospodarstvu ugodne, za naložbe je veliko interesa, vemo, da imamo tukaj slabosti predvsem za zelo komplicirano regulacijo na tem področju, ampak z vidika gospodarstva je ključni problem v tem trenutku pomanjkanje ustreznega kadra. Če je bil to še lani sladek problem, smo rekli, ne, koliko je sladko, da imamo več naročil, kolikor imamo kapacitet, je letos to že resen strukturni problem, v naslednjih letih bo to ključen problem. Mi kadrov, ki bi jih potrebovali za to, da bomo lahko realizirali te naložbene priložnosti, pa tudi ambicije, ki jih imajo tako domači kot tuji vlagatelji, jih nimamo več. In bomo morali z hitrejšimi koraki v spremembo izobraževalnega sistema,
zelo smo razočarani, letos smo uvedli, kot veste, z zakonom dualni sistem, vajeniški sistem. Interesa med podjetji je, da bi zaposlili lahko v tem trenutku približno 5000 vajencev, vendar je interesa med mladimi zelo malo. Kot 53, mislim, da Ja, se je prijavilo. predvsem no. pri starših je ta predsodek, da poklicno izobraževanje še vedno predstavlja nekaj drugorazrednega, je izredno močan in bo potrebno tudi z odpiranjem podjetij, da vidijo, da so to kreativna dela, ki zahtevajo čedalje več kompetenc, multidisciplinarnih in tako naprej. Skratka, bo treba to v nekaj letih razbiti, v vmesnem obdobju pa bomo morali mi uvoziti ljudi s kompetencami, da bodo zapolnili te potrebe, ki so v tem trenutku. Skratka, razmere so v tem trenutku ugodne, zelo veliko je optimizma, vendar je seveda tudi zelo veliko opozoril, predvsem opozorilo, da smo z vodenjem države in z reformami zelo zamudili. Torej, vi ste v bistvu začeli z eno pozitivno provokacijo, potem ste seveda začeli pa že tudi s temi svarili, ki jih poslušamo včeraj in tudi danes. Doktor Sidorović, zdaj, vi imate seveda vpogled v širšo regijo. Zdaj, kakšen je vaš pogled na te, recimo temu, investicijske sinergije, ki naj bi jih ustvarjala slovenska država? Zaznavate to, kar smo tudi nekajkrat že načeli danes, tudi nek miselni premik, tako pri državnih organih, lokalnih skupnostih, to, kar smo govorili včeraj, in pa nasplošno v nekem dojemanju javnosti, kaj lahko investicije, katerekoli domače, tuje, prinesejo? Vsak od nas je verjetno nekaj investiral v življenju. Ja? Kakšna je naša največja investicija? Recimo, vsak od vas verjetno kupoval avto. Vsaka investicija ima dva elementa, emocionalni in racionalni. Odvisno od investitorja, kateri element prevlada. Ampak vedno vi ne kupujete avto samo zaradi tega, da ima 4 kolesa. Hočete, da ima lepo barvo, da lepo znamko, da imate ta prav občutek. Isto velja za velikega investitorja, institucionalnega kjerkoli. In to, kar smo poslušali danes v predavanju dr. Mraka, Slovenija je naredila velik korak v zadnjih 3-4 letih na tem, da smo popravili ta emocionalni element. Zdaj ni več strah. 2013-2012 jaz sem omenil Slovenijo, pa si ti nor. To je slabše kot Cipr, to je najslabša država na svetu. Zdaj tega res ni več. Zdaj mi imamo First Lady in to. A verjamete ali ne, ko jaz to omenim, tako investitorji zastrežejo z ušesi. Če hočete povedati, to je bila ena izmed boljših investicij Slovenije, pa še kaj posebej draga ni bila. Absolutno, za ta emocionalni element, glejte, recimo Američani so ful zainteresirani, takoj zanima, kje je ta Slovenija. Veste? Tukaj smo res odlično naredili na racionalnem nivoju. Še vedno imamo v tem avtu 4 kolesa, ampak to je v bistvu to. Kaj smo mi naredili? Mogoče jaz nisem zasledil kakšno novico, ampak res nisem zasledil. Na področju dejanskih korakov, da bi jaz znal investitorju povedati, kaj mi imamo, razen lepe dežele, prijaznih ljudi, pa besede ljubezen v imenu države, jaz res nič več ne vem. In ta naša državna agencija Spirit, če jih vprašate, dejansko oni uporabljajo še te 3 elementa plus še First Lady zraven. Čeprav danes, ker dopoldne so bili, niso omenjali. Ne? A res? No, jaz žal nisem zamudil mečka. Tako da na tem področju zdaj veliko govora o Magni. Ja? A bo Magna prišla, ne bo? Jaz upam, da bo. Ampak število zaposlenih, ki bo prinesla Magna v proizvodnjo, je manj kot Deloitte, ki nismo proizvodna podjetja, ustvaril v Romuniji ali na Poljskem. Se predstavljate, mi govorimo zdaj big deal, proizvodno podjetje nam bo prišlo, pa prineslo par sto zaposlenih. Nič nismo naredili, da bi kakšno intelektualno podjetje prišlo v Slovenijo. Jaz imam blazne težave. In jaz vodim 3 države, v Sloveniji imam največje težave zaradi tega, ker takoj, ko človek nadpovprečno pameten, imam ogromno tveganje. Takoj gleda
kje bi, mi smo, gledajte, nova generacija, živijo v virtualnem svetu, takoj pobegne v tujino, ali fizično, ali ostaje živeti v kakšne vile na Bledu, ampak delal bo v kakšne luksemburške ali angleške ali ciprske, ne vem, kjere podružnice. Ja? Se pravi, če nadpovprečno pameten pobegne, če jaz ga hočem nadomestiti s nadpovprečno pametnim, ja? Ja. Gospod Milič ima probleme, da fizičnih delavcev ni. Res. Moramo uvažati delavce, moramo uvažati in fizične, in intelektualne. Pri intelektualnih katastrofa. In smo šli sam na slabš. Ko sem jaz prišel v Slovenijo, mi smo imeli 75% tujcev v Deloitu. Zdaj jaz sem zadnji tujec. Zakaj? Ker jaz človeka z kjerekoli države, ko dodam slovenske davke, on pogleda cost of living, pa te davke naše, pa se ti nor. Jaz z veseljem pridem na dopust, jaz ki vabim v Piran, ne vem, Postojnsko jamo, lahko živite v Postojnsko jami. Ja, za vikend odlično, za živeti, žal, ne moram. In jaz ne moram človeka, ki ima 3 leta izobrazbe, dati mu 10.000 evrov plačo, ker toliko on rabi, da dobi isto, kot je imel v Bolgariji, Romuniji, v Rusiji, ne govorim zdaj o kakšne Švica ali Švedske, ja, da on obdrži isto neto plačo. Ja, in tukaj nič nismo naredili. Nič, dejansko. In mi zdaj bluzimo, največja dilema v Sloveniji zdaj, je povečati RTV prispevek ali ga ni povečati. Ja? In če govorimo o premiku v glavah, ja, jaz zelo spoštujem gospodarsko zbornico in zelo spoštujem njihove predloge in neka stališča. Ampak ko jaz berem časopise, berem neka mnenje, forume, karkoli, stališče gospodarske zbornice pri nas je še vedno neka opozicijsko stališče, če hočete. Ja? Če gospodarska zbornica, to je neka tuja, če hočete, tuji organ pri nas še vedno. Ker gospodarska zbornica, to so zagovorniki interesov nekih zlobnih, ne vem koga, kapitalistov ali koga. Ja? Če bi zdaj gospodarska zbornica rekla, to je naš predlog in vsi politiki, vse in javnost rekli, dajmo poslušati enkrat v življenju, pa dajmo res narediti to, kar gospod Hribar Milič je rekel. Ja? Tega premika jaz še nisem opazil. Res nam lepo kaže, ker smo kot ena, kako bi pravilni izraz, veste, ena velika ribica tam lahko plava, nas je lepo plava, mi smo se prisesali in zdaj tudi nam lepo. Če bo velika ribica imela probleme, tudi nam bo težko. Ampak ne moramo mi celo življenje biti odvisni samo od te velike ribe. Ja? Dajmo tudi mi kaj pametnega narediti. In mislim, da plus, in to jaz investitorjem govorim, Slovenija ima intelektualnega potenciala ogromno. Makroekonomska stroka je odlična. Tako da samo, če narediš kaj pametnega v življenju, prvi korak ogromni, moraš tega ful zaželeti. In jaz hodim na te investicijske konferencije že 13 let, ja, veliko o tem govorimo, ampak jaz v 13 letih nisem opazil, ko mi govorimo o investicijah, da mi jih dejansko želimo. Govorimo, ja, pa pogledajte, nas tudi niti ni polna soba danes. Ljudi, ki dejansko želijo teh investicij, dejansko ni toliko veliko. Če bomo zaželeli, če bomo iskreno zaželeli, ne da smo tik the box, da smo imeli investicijsko konferenco, to ni tako enostavno, to ni rocket science, mi jih majhna, učinkovita, odlična dežela. In če mi kaj naredimo pametnega v 2, 3 letih, 5 letih, takoj bomo videli zelo pozitivne učinke. Dve zadevi, gospod Sidorovič, ker ste omenili RTV prispevek. RTV prispevek je zelo dobra rešitev, ne? Ta najnovejši predlog pa ni zrasel na RTV-ovskem zelniku, samo to vas opozarjam. Jaz sem obljubil sebe, da ne bom omenil RTV prispevek, ker vedem, da vi tudi prihajate. Za RTV prispevek jaz imam zelo enostaven predlog. Zakaj ni mora, če država meni, da naša RTV Slovenija je pomembna, financirajte ga z proračuna in nihče ni bo vedel, koliko je ta prispevek, ni vedel, ni videl in lahko 3-krat več date denarja, 10-krat več denarja, pa imamo mir.
No, gledajte, če bi se to, ne, pa zdaj res nima smisla se pogovarjamo o RTV prispevku, ne, RTV prispevek iz državnega proračuna, potem nam pa res lahko samo še Bog pomaga. Ampak pustimo. Ne, ampak to, kar ste rekli, ne, Slovenija, lepa destinacija za konec tedna, zdaj naša naloga je, da v bistvu ta konec tedna podaljšamo na ves teden, ne, za vse, se pravi za ljudi, ki tukaj živimo in za tiste, ki bi želeli pri nas investirati. Doktor Veselinovič, vi ste že govorili o tem, kako Slovenijo vidijo v Bruslju, ampak če zdaj pogledamo naprej, upoštevajoč to, kar sta povedala predhodnika in pred vami tudi profesor Mrak, zdaj, kaj so za nas ti glavni izzivi v nekem polju, v katerem vidimo, da se stvari, vsaj kar se gospodarstva tiče, premikajo na bolje, ko je tudi makroekonomsko okolje za zdaj zelo ugodno za Slovenijo. Če lahko še enkrat ponovite, kaj je tisto, kar bi lahko v danih razmerah bistveno bolje izkoristili? Ja, na nek način sem jaz zelo podobno govoril kot predhodnika, ne, nisem me slišala, ampak recimo... Ja, saj RTV prispevka niste omenili, ne, Ja, nisem, ne. Po Belgiji se kar ve, da je iz Slovenije, že moram reči, ne, to vejo. Premalo pa poznajo recimo Slovenijo. Ne, ampak, gledajte, neugodne spremembe, strukturne spremembe, o katerih je bilo danes tudi kar nekaj govora, to je treba takrat delati, ko si v dobri situaciji, ne. Mi smo eno res dobro šolo dali po vstopu v evro, so imeli res ugodne finančne trge, relativno nizke, relativno poudarjam nizke obrestne mere, zdaj čisto druga situacija glede strukture obrestne mere, ne, ampak ugodni trgi so bili, denarja je bilo zelo veliko na voljo, imeli smo visoko gospodarsko rast, kolega Mrak je že povedal nekatere druge podatke, utežen proračun, ne, ok, plačilna bilanca ni bila takšna kot zdaj, kad smo recimo zamudili idealen trenutek, da bi nekaj bolj korenite spremembe naredili, oziroma neko rezervo za krizo, ne. In mi imamo zdaj v bistvu eno najvišjih gospodarskih rasti v Evropski uniji, mi morali zdaj neke spremembe res narediti, ne. Omenjeno je že bilo, recimo, da se zdaj že mogoče malo tudi v duhu prihajajočih volitev, malo bližje ugodno že gleda z proračunom, ne. To je treba biti zdaj zelo previden, ne. Ker ti ne moreš negativne spremembe delati take, ki so neugodne, nepopularne v časih krize, ne. Takrat je že kriza dosti udarna ljudi, ne. Takrat, ker relativno dobro moraš to delati in se pripraviti na slabe čase, ne. Mi smo takrat proračun, recimo, ko smo imeli res ugodno situacijo, namesto da bi takrat neko zalogo naredili, smo ga v bistvu šli stroške večati. Tudi takrat so se bližale volitve, ne. In jaz se bojim, da ne bi tudi zdaj kaj podobnega se zgodilo, ne. To se mi zdi ključno. Vidim pa res eno spremembo, ki sem jo danes že omenil, da se država tako lotila te magne sistematično, da rečem, ne pripravljena, ne, ampak kot je ta zadeva prišla, se je res lotila na vseh poljih, ne, skoraj kot en poslovni subjekt se je obnašala pravzaprav država, ne, to je en velik premik. Tega recimo do zdaj ni bilo, ne. Ne, in zdaj, ko smo danes slišali, ta zadeva zdaj nekako uspešna, bo zaključena in seveda, kot je tudi bilo rečeno že zjutraj, mi bi morali take stvari bolj pripravljeni počakati, ne. In seveda tudi potem ločiti to, kaj res ponujamo in kaj sam ponujamo, ne. To je pri nas velika razlika. Saj pač na Magno mnogi gledajo kot nek referenčni primer, ne, vi ste pač seveda tudi do tega kritični, doktor Sidorovič, pač glede nekega izplena, ampak mislim, da kot vse kaže, ne, je to bila zelo dobra šola za vse, predvsem kako se mogoče za neke kasnejše projekte bistveno bolje pripraviti, kako seveda pravočasno to, kar je pač na drugi strani seveda tudi zelo pomembno vplesti lokalno skupnost, konec koncev tudi državljane. Zdaj, profesor Mrak, vi kot makroekonomist ste tudi omenili Magno kot nek recimo pozitiven referenčni primer, a je to recimo lahko tudi nek generator preskoka, v katerem, oziroma v umanjkanju katerega je pogovoril doktor Sidorovič, da končno pač kot država, kot skupnost, da umemo, da so takšni primeri mogoče ne sicer na ravno najbolj plodni zemlji, ampak na seveda dobro pripravljenih zemljiščih, ne, da bo to v bistvu spremenilo tudi pogled recimo prevladujočega ali pa najbolj glasnega dela javnosti? Jaz bi tako rekel, no, da jaz to Magno gledam dejansko, ne gledam je to, mislim vsebinsko, jasno, v tem smislu je to res ta prava, so te lakirnice, glita, to jaz težko bi komentiral, ne. Gledam jo pa v bistvu kot projekt, ne, ki ga je država postavila kot, bi rekel, ta prav projekt, ne, in po mojem efekt, če do tega ne bi prišlo, ne, ta demonstracijski efekt bi bil po mojem
izrazito bolj negativen, kot bo pozitiven efekt tele investicije. Tako da mečken je podobna situacija, kot če se spomnite tiste famozne liste 15 firm za privatizacijo. Ne, kako je do tiste liste prišlo, noben bog ne ve. Ne. No, kakšni že, ne? Ne, no, dobro, verjetno kakšne ve. Na tisti listi so bile firme, ki ne nobene logike, da bi tam gor bile. Ne. Ampak v tisti fazi, jaz moram reči, sem jaz tudi podprl, da se to gre naprej, ampak v kontekstu neke kredibilnosti, če se je vlada pri polni zavesti iz parlamentov to odločila, ne, Madonna, pol je treba neki, pazite, to je bilo leto 13, kredibilnost, koliko je bilo rečeno, ne, jaz vam povem, takrat, to pa vem sam, takrat v bistvu nam v Sloveniji niso verjeli v Bruslu, ko sem povedal, koliko je ura v Sloveniji. Oni so šli vprašati Avstrijce pa Italijane, a je res toliko ura v Sloveniji? In pa si jasno, čez pol ure so te klica, so rekli, pa se ni ura, se ura pol ure več. A se razumemo, ne? To vam hočem reči. Gre za verodostojnost, ne, ki smo jo izgubili, ne, in zato pa jaz vidim, da je ta v bistvu problem, ne, izbora tistih projektov, ki so res pomembni in za tiste projekte se mora pol vlada, bi rekel, boriti. Ne. A je ta projekt res ta prav? Ne? Je druga stvar, ampak če ga je tako postavila, bi po mojem v kontekstu, če bi stvar propadla, imela bistveno bolj te demonstracijske efekte. Vse te Slovenci se še vedno ne grejo tega zares. Ne? Mi imamo malo podobno zgodbo pri javno-zasebnem partnerstvu. Ne vem, če se spomnite, govorim še 15 let nazaj, ne? Mi smo hoteli delati Savske elektrarne kot javno-zasebno partnerstvo. Ne? In smo se hecali v bistvu z razpisi na parih straneh. Ne? In pol je dala v bistvu ponudbo EDF, ne? Ki ima v svetu, Francozi, ne, ki imajo v svetu 100 javno-zasebnih partnerstv na področju hidrocentral, ampak so skozi ponudbo več sprašvali, ker je bil razpis tak, da je bil nemogoč. Ne. In jasno, še danes, ko greš na kakšno tako investicijsko konferenco, ne, te ljudje sprašujejo, ne, a se zdaj že znate jeti javno-zasebno partnerstvo. To je bila sarkastično. Prva tema včeraj. Zato jo pa omenjam. Ne. In smo prišli do zaključka, da zdaj pa nekaj že vemo, ampak da bi kazalo seveda ampak poglejte, ne, kado dosti še zmeraj nismo navadili, ne, zelo se učimo z glavo v zid. Ne. Zdaj recimo ena pozitivna stvar, ki jo vidim, pa je zdaj vezana na drugi tir, če se spomnite, ne. Drugi tir je bil prodajan, ne, zelo zanimiva makrosituacija. Če se spomnite, zopet, vlada, premier postavil to kot, če hočete, njegov ključen projekt na začetku mandata. Ne. Ampak takrat je finančni minister rekel, poslušaj, ampak nara ni, ne? In brez da bi se okrol pogledali, so rekli, ne, na to bomo delali kot javno-zasebno partnerstvo, ne? In minister za infrastrukturo tipa, zrihtaj to, ne? In jasno, potem je ta minister v bistvu v eno leto pa pol, ne, iskal te privatne partnerje, ne, ki jih jasno, ne, projekt tak, kot je bil v osnovi zastavljen, ne more biti narejen kot javno-zasebno partnerstvo. Ne, po tistih dogodkih v Luki in tako naprej, ne, smo prišli v javno-javno partnerstvo. Poslušaj, kar je neumnost. Dajte na Google pogledati, javno partnerstva ni. Tega ni. Zdaj sem rekel, da je to nebuloza. Ne? Zdaj so toliko prišli daleč, ne, da zdaj v tej kampanji za projekt, ne, te besede partnerstvo ni več. Ne? Jasno, prihajamo na tradicionalno financiran projekt, kar nič narobe. Sam hočemo v bistvu zmeri nekaj imeti, rekel, ne znamo se jaz stvari v bistvu tist, kar je, če hočeš, privaten biznis razume osnovno logiko projekta, a je to javno-zasebno partnerstvo, a je to tako partnerstvo, ampak ne, stavno, tukaj hočemo biti zmeri neki inovativni, ampak na način, ki po mojem naredi bistveno več škode kot koristi. No, ampak po drugi strani pa recimo temu Slovence, ne, če sploh lahko generaliziramo, pa vendarle žene tudi nekaj, jaz bi rekel, konzervativizem oziroma neka skepsa, včasih mogoče zdrava in vendarle pač to, da na koncu se tudi marsikaj naredi, če zdaj zaključimo pač z enim pogledom v prihodnost, seveda, kot rečeno, optimističnim v smislu, da imamo kaj pokazati, to, kar ste vi govorili, gospod Milič, pa seveda tudi, da očitno so tudi razmere take, da bi se lahko vendarle kaj zgodilo. Recimo, če bomo prihodnje leto imeli eno podobno investicijsko konferenco, kaj recimo pričakujete realno, ne glede na to, da bodo volitve poleti, da se bo tudi na tem področju racionalnem, kot je rekel dr. Sidorović, pri nas vendarle kaj premaknilo, gospod Milič. Jaz sem svoj prvi odgovor začel z pozitivnim duhom, pa sem vmes prišel do več negativnih misli, ki bom zdaj preskočil, pa bom skušal pozitivno tudi zaključiti, ker mislim, da imamo tega negativizma preveč. V tem trenutku torej razmere v Sloveniji so zelo dobre, veliko je ambicioznosti in tudi v tujini nam
rating izredno raste. Danes je bilo že nekaj omenjeno, ta First Lady, ko smo pred dnevi nabili Francoze, so Francozi v svojih športnih komentarjih povedali, da Slovenija je nabila jih z igro, kjer bi se tudi na področju gospodarstva lahko Francija od Slovenije veliko naučila. Skratka, mislijo, da smo res dinamični, fleksibilni in tako naprej. No, ampak čez eno leto si želim, da bi iz projekta, ki ga danes tukaj opevamo, Magna, se pa nekaj naučili. Fino je, če bo Magna zmagala, ampak jaz nisem še prepričan, če se je država res naučila ali pa če vidi, kaj je to njena vloga. Želimo si torej razmer, da ne bi imel ti za en projekt Magna, ki niti ni tako velik projekt, v ozadju Dream Teama, ki ga vodi predsednik vlade, pa gospodarski minister, pa ogromno državnih sekretarjev, pa ogromno sredstev za PR, da lahko en tak investicijski projekt izpelješ. Želimo si zakonodaje in regulacije, kjer bo to lahko strokovna, profesionalna ekipa s finančniki to speljala brez neke muke. In zato tudi imamo zdaj mi znotraj gospodarske zbornice eno strokovno skupino za strokovnjaki iz gospodarstva, ki bo predlagala deregulacijo nekaj zakonov in predpisov, ki bodo omogočili, da boste investitorji, če ste tukaj, v zelo kratkem času lahko te zadeve speljali brez, da bi mogli angažirati predsednika vlade pa gospodarskega ministra. O tem je govoril tudi gospod Tovšak z pristojnega ministrstva, zdaj domnevam, da z njim sodelujete. No, v redu, to je v Sloveniji kar dosežek včasih. Ne samo, da levica ne ve, kaj dela desnica in obratno, vsi seveda dobro vejo, kaj drug dela, ampak sodelujejo. To je včasih problem. Gospod Sidorović, zdaj samo pridem k vam, košarkarska reprezentanca je kar dober primer tudi uspešnih tujih investicij. Trener je Srb, potem imamo še enega Američana, potem mladega Dončića smo izvozili v Španijo, kjer uspešno dela, se pravi pač ta izvoz možganov, zdaj oplaja tudi našo reprezentanco, to je zelo dober primer. Torej, gospod Sidorović, če smo ta emocionalni del, kot ste rekli, zdaj na nek način dobro polakirali, če govorimo s primerom Magne, na tem racionalnem delu se strinjate z gospodom Miličem, da bi to lahko naredili recimo v prihodnjem letu? Veste, jaz bi vseeno par besed povedal za emocionalni del. Tukaj stvari res imamo pošlihtanje. Košarko ste omenil. Šport je naš, kako se reče, vzgled. Veste, kako mi znali lepo skakati? Sem najboljši skakalcev na svetu, ne? Na smučah. Kaj, če bi naše gospodarstvo tako skočilo? Zelo enostavno moje pričakovanje. Naj mi nekdo pomaga pripraviti prezentacijo, en slajd, 3-5 bullet pointov, ki bom jaz čez eno leto pokazal tujim investitorjem, ker vam sam slike lepe na računalniku zdaj, Bled pa te stvari. 5 bullet pointov, kaj smo mi v Sloveniji naredili. Lahko to naredimo zdaj, gospodarska zbornica pripravi ta slajd, smo poenostavili recimo gradbeno zakonodajo oziroma vse ta dovoljenja, ni treba nič novega, samo da konflikte zbrišemo. Poznam primer, damo človeku dovoljenje, da gradi hišo, potem začne dobivati gradbeno dovoljenje, ugotovijo, ne, tam nekaj žaba živi, pa jo bo motila, če boš hišo zgradil. Pa kje ste bili vi s svojo žabo, ko ste lokacijsko informacijo delali? Ja? In se ukvarjamo s temi žabami, ptičkami, pa ne vem s kom. Se pravi, poenostavimo zakonodajo, vržemo te absurdne stvari, naredimo prvič v zadnjih 10 letih po ministru Bajuku nekaj s davčno zakonodajo, da dejansko znižamo davčno obremenitev, da jaz vsaj pokažem, da smo jo znižali, tudi za 0,5%, nekaj tazga, da bo sledilo. Ja? Pa še zmislite kak 1-2 bullet pointa, nič drugega ne rabimo. In potem jaz k svojim lepim slikcam dodam ta lep slajd, pa še narišem, kako smo dobri v športu, kak imamo konkurenčni spirit, duh. Ja? Zakaj smo rekli spirit? Dajmo isti, hočemo biti najboljši v smučanju, hočemo biti prvi, ni 115 na svetu. Če smo mi na kakšne, dr. Mrak je omenil te razne lestvice, smo 35, zdaj pa stari 32. A boste vi gledali to smučanje, če mi s 35 postanemo 32? Ne, mi hočemo biti številka 1. Dajmo mi postati številka 1 v gospodarstvu, da res, to, kar so te Francozi rekli, da to bo res držalo, da se bojo učili od Slovencev, kako gospodarstvo furati.
In to ni, a mislite, da znižati davke teže kot skočiti 120 metrov? Probajte. Tako da jaz mislim, da lahko marsikaj naredimo, da bomo svetovni prvaki tudi v gospodarstvu. Dobro, ni treba seveda tukaj v Cankarjevem domu poskusiti skočiti 120 metrov, če to storite v Planici. Doktor Veselinovič, zdaj se vračate v Bruselj, recimo čez eno leto, kje vidite to, kar bomo lahko rekli, aha, to se je pa storilo zdaj v zadnjem letu. Ja, se moram reči, da to ni klasična okrogla miza, kjer so nasprotujoča mnenja, ne? V bistvu vsi isto mislimo, na nek način vsi isto govorimo, tako da, kar sta predhodnika rekla, sploh nimam kje dodati pravzaprav, res čistko, no. In tudi delno sem jaz v tistem mojem predavanju te stvari na nek način govoril, ne. Strinjam se recimo, da je Magna zelo pomemben demonstracijski efekt, ne. Če to enkrat bila beseda zastavljena, treba potem to do konca speljati. Pustimo zdaj, to je to res top investicija, ta prava in tako naprej, premalo dodane vrednosti in tako naprej, ne. Ampak to recimo sigurno treba speljati, ne. Zdaj, drugo je pa tako, da je treba narediti nek sistem za take investicije, ne. O tem je tudi bilo danes že govor, ne, tako da to ne bi zdaj ponavljal, ne, ampak seveda mi moramo biti pripravljeni za take stvari, da imamo recimo sistem, če prije nek tu investitor, da ima res kompletno, ne vem, kako si rekel ti, na 5 točk, ne, naprimer, ampak tukaj na tem področju, kako lahko reši neko investicijo, zgradi neko, ne vem, tovarno, halo, skladišče, karkoli, da nima zapletov, ne, da to vse gladko poteka. Ampak jaz bi rekel, dal bi še to tukaj na tem mestu, ne, da v bistvu to mogli veljati tudi za domače investitorje, ne samo za tuje, ne. Mislim, ker tukaj je tudi seveda veliko diskusije, zakaj dobi recimo Magna toliko nekih, ko bi rekel, dodatkov, ne, finančnih oziroma spodbud, ne, zakaj ne bi tudi nek domač to lahko dobil, ne. Tako da v bistvu na nek način ti moraš biti investitorje in ne smeš diskriminatorno obravnavati, ne. No, to je še ena dodatna zadeva, zdaj naslednje leto, ne, jaz ne vem, kdaj so točno volitve, ampak naslednje leto v tem času maja, v začetku junija. Bomo torej imeli že neko novo sestavo, ne, tako da po moje je tudi zelo odvisno, kakšna bo ta sestava, ali bo to neka kontinuiteta nekih premikov, ki se res dogajajo, ali bo to, težko zdaj to rečemo, ne, jaz v tem trenutku težko oceniti, kakšna bo ta politična sestava, ne. Tako da jaz mislim, da bo to tudi zelo pomembno za Slovenijo, seveda, in to se bo gotovo spremljalo, ne tako kot neke volitve v Franciji ali pa na Nizozemskem, smo danes že govorili, ampak se tudi to spremlja, ne. Tako da jaz se bojim, da veliko stvari pri nas preveč odvisno od politike, ne, in tako tudi v teh spremembah, o katerih mi govorimo, bodo odvisne od politike, in da bližno, kakšna je usmeritev te vlade, kakšna bo prihodnja, pa ne vemo, ker ne vemo, kakšna bo njena sestava. Zdaj, mimogrede, ne, pri nizozemskih volitvah je zelo nenavadno to, ne, pač tak halo je bil okrog njihovega izida, ne, vlade pa še zdaj niso sestavljene, tako da to je tudi zelo zanimivo, zdaj, kar je, kot ste opazili, res nenavadno pri tej okrogli mizi, ki niti ni okrogla, ne, da se seveda sogovorniki v marsičem strinjajo, zdaj to je prava senzacija v Sloveniji, ne, drugače je vsak Slovenc najprej skregan samim sabo, potem pa seveda vsi drug z drugim, tako da to je nekaj posebnega. Mogoče bi sam to dodal, ne, Belgija eno obdobje ni imela leto pa pol vlade, ne, jaz sem takrat, nisem bil še v Bruslju v tej funkciji kot zdaj, ne, ampak sem recimo tako par ljudi vprašal, sploh vedeli niso, da ni vlade. Ne, mogoče to je tako zanimivo. Ja, takrat jim je sorazmerno dobro šlo, če se prav spomnim. Profesor Mrak, zadnja beseda je vaša zdaj z tega makroekonomskega vidika, ki ste ga omenili, zdaj razmere so dobre, ampak ste pa jasno seveda rekli tudi, kje so izzivi sploh v tem pogovarjanju, kakšna naj bi evrocona. Zdaj, kakšno je pa vaše mnenje, kakšno stališče pa naj bi Slovenija zastopala? Zdaj, bolj nemški od Nemcev smo težko, čeprav se očitno da. Zdaj, kaj je v bistvu ta naš interes in ta naš pristop, ki bi lahko bil drugačen in vendarle, čeprav smo majhni, tvorno prispeval k temu, da se ta stvar. Ja. No, nedvomno je, da bo zdaj letale čas do, jaz bi rekel, ne, čez eno leto bo na tem področju po mojem stvar se spremenila, ne. In jaz upam, da bo prišlo do tega, da se bomo v Sloveniji uspeli spraviti do tega, da bomo prišli do kakšnih svojih stališč. Jaz svoja stališča imam, ne, samo govorim kot, če govorimo o Sloveniji, so ta stališča dostikrat zelo različna, ne. Če samo pogledate glede Evropske unije, to, kar govori predsednik države, je nekaj čisto drugega, kar govori predsednik vlade, ne. To verjetno ni ravno dobro, ne. Zdaj, kaj je za Slovenijo, jaz mislim tako, ne, kot majhna država, ne, je po mojem za nas
EU relativno še bistveno bolj pomemben kot za kakšnega drugega. Ne. Jaz ne vem, če se tega zadosti dobro zavedamo. Ne. Ampak tako to je. Ne. To je ena stvar, se pravi, mi smo po mojem življenjsko zainteresirani, da je prišlo do tem EU-ju do takih sprememb, ki bodo omogočali neko stabilnost EU-ja in potem evroobmočja. Jaz mislim, da mi ne bomo imeli kakšne hude izbire, ne, ker prišlo po mojem do diskusije o tem, da bo na določenih področjih potrebno se še tesneje povezati, kar danes politično ni najbolj atraktivno slišati, ne, ampak tole, kar sem jaz govoril o evroconi, ne, povezovanje v evroconi bo šlo še bolj skupaj, ne, in jaz mislim, da Slovenija mora biti del tega. Ne, mora biti del tega. Imeli bomo zelo zanimivo po mojem diskusijo ne evro države. Ne, zato, ker tole, kar se zdaj dogaja z Brexitom, pomeni, da so te ne evro EU države, ne, govorim tukaj zlasti jasno o temle Višegradu brez Slovaške, ne, potem še nekaterih drugih teh državah, ne, njihova relativna teža v EU-ju se bistveno zmanjšuje. Tako da za Slovenijo, kar se evrocone tiče, pa dejansko jaz mislim, da Slovenija mora biti na stališču, ne, ki govori o tem, da se morajo prilagajati države, tako tiste, ki so na strani, da rečem tako, deficita v tekočem računu plačilne bilance, se pravi, jaz nikakor nisem proti nadaljevanju teh fiskalnih, da rečem, konsolidacije držav. Ne. Ampak po drugi strani, ne, je nujni sestavni del tega, mora biti tudi prilagajanje držav na drugi strani, tukaj govorim predvsem Nemčije, ne, čisto konkretno, ne, v smislu in povečanja njihove potrošnje in povečanja njihovih investicij. Tako da Slovenija bi se morala zavzemati za paket, ki bo v bistvu vključeval in večje napore na naši strani, ampak na nek način, da bo to povezano z določenimi spremembami tudi na strani, jaz bom rekel, tukaj predvsem Nemčije, ne, ker ta je ključna. Mislim, da je tudi nujno, da pride do nekega dogovora, ne mislim, da ga morala Slovenija podpreti, da pride do nekakšnega dogovora o nekem, jaz mislim, da je to bolj realno sklad kot nek proračun evrocone, ampak sklad, ki bi se v bistvu aktiviral v situacijah, ko pride do dejansko kriznega padca GDP-ja, se pravi, ali v kontekstu, da bi se v tisti situaciji nadaljevale javne investicije, ne, ker kaj je, v krizni situaciji v principu najprej se porežejo investicije. Ne. In to je tudi logika tega Junckerjevega sklada, je bila, da v tej situaciji proba podpirati te stvari, tako da jaz mislim, če bi se to malo sistemsko rešili, ne, to so stvari, ki bi Slovenija morala po mojem podpreti. In pa jaz mislim, da tudi tole, kar se dogaja z to bančno unijo, bančna unija, monetarne unije, oziroma tako bom rekel, monetarne unije resno ne bo mogla funkcionirati, če tudi ta bančna unija ne bo delovala v celoti, ne samo v tistem delu. Ne. Mi smo zelo cherry picking zdaj to delali. Naredili smo tiste stvari, ki so najlažje, ne, ampak tiste stvari, ki so pa ključne, smo se jih pa izogibali. Ne govorim tukaj o depozitni shemi in tako naprej. Tako da jaz mislim, da za naslednje leto, ne, verjetno, jaz upam, da bo toliko, čeprav se malo bojim tega, ne, te predvolilne zgodbe, ne, da bodo te evropske teme, ne, za naše politike malo predaleč, ne, in se bojim, da bomo prišli zopet v situacijo, ne, da bomo brez stališč prišli potem na sestanke v Bruslju in bomo bolj pogledali okrog mize in se bomo pač priklonili nekemu mnenju. Ne. To se dogaja namreč. Ne. In to bo od blizu videl tudi dr. Veselinovič. Ja, ne, dejansko mi dostikrat kot država tam delujemo, govorim kot država, zdaj ne kot recimo neko neprofitno združenje, ampak kot država, da nimamo stališč in potem se pridružimo tistim večinskim stališčem. Ne. In ti tako zgubiš pogajalsko pozicijo. Mislim, ne malokrat recimo bi lahko, čeprav majhna država, ne, vseeno imaš en glas pa določenih zadevah, ne, ti bi lahko bil aktivnejši. In seveda potem te drugi skušajo pregovoriti. In čim te lahko hočejo pregovoriti, imaš ti neko pogajalsko pozicijo. Ti podpreš nekaj, oni drugega nekaj podprejo, kar ti hočeš. Ne. Recimo tega je premalo definitivno v Bruslju, ko govorimo o teh državniških zadevah. Ne. Kar pa še pogrešam je pa to, skratka večkrat naše stališče, in tudi nam to omogoča neke dodatne aktivnosti, neke dodatne manevrski prostor, da več naredimo za firme, občine in tem, kar sem govoril, preiskovalne inštitucije. In druga stvar je tako, ne, jutri bo v bistvu Juncker predstavil svoj pogled teh petih scenarijev. Mislim, v Bruslju je to velika zgodba, ne, to se zdaj že reklamira, tam govori že cel mesec, ne, kaj bo povedal, ne, kdo mu govor piše, ne, s kakšnim takim na pivo, kaj izveš in tako naprej. Ne. Pa nas o tem ne govori nič. Ne. Jaz sem en članek napisal v Financah, ne vem koliko nazaj, v teh 5 scenarijih, ta članek je bil slabo klikan. Ne? Ampak to je pomembna zadeva. Ne?
Se pravi, mi smo naredili neko anketo oziroma neko vizijo Slovenije za ne vem katero leto že naprej, ne, a nismo pa naredili nekega temeljitega pregleda oziroma stališča naše države do teh 5 scenarijev. Jaz nisem slišal, da bi vlada imela stališče do 5 scenarijev. A je to tretji, a je to 5, ne vem. Logičen bi bil recimo 5, ne, to je delno tudi vključuje seveda te dodatno zadeve z evrom, ne, ampak realni mogoče tretji sloj in tako naprej. Ne. Mi tle sploh stališča nimamo. Ja, to je, Mi bi ga morali imeti. To je recimo izkušnja, smo imeli podpredsednika Evropske komisije Timmermansa prejšnji ponedeljek na enem soočenju z državljani in recimo niti enega vprašanja ni bilo na to temo. Ja. Pri čemer je pa zanimivo, Eurobarometer, to so recimo, kar se meni tudi zdi nenavadno, ne, da se ti podatki v bistvu v javnosti tako rekoč ne pojavljajo. Ne. Zelo zanimivo, pač večina vprašancev v Sloveniji je odgovorila, ja, da podpira zanimivo prvi scenarij, ne, se pravi v bistvu vse tako kot zdaj, ne. Res, da največ potem tretji scenarij, ne, se pravi pač ta, recimo temu evroskupina oziroma pač neka jedrna skupina Slovenijo hitreje, drugi pač po želji, ne, in pa zelo majhna podpora je bila recimo za 5. scenarij, ne, tako da, se pravi, to je ta. Mislim, se tretji scenarij verjetno res najbolj realen v dani situaciji, ne. In tudi scenariji so razni narejeni tudi za evro, ne, sem zdaj seveda tukaj lahko neke stvari speljati, ne. Jaz sem v nekih sestankih bil recimo, ne moreš reči, da ti ljudje ne vejo, kaj delajo, ne. Sem zdaj, kako kaj speljati v tej situaciji, ne, to je to dodaten problem, ne. Ja, pri čemer, čeprav slišim, ne, bo pa na koncu verjetno veljal kakšen 6., 7., ki bo pač nek kompromis. Ampak, veste, sam to bi še rekel, se opravičujem, no, ampak res, recimo Slovenija, ne, jaz sem šel gledati neke podatke, ne, kolega Mraken bo sigurno potrdil, ne, mi smo ena najbolj integriranih članic Evropske unije. Mi smo recimo in v NATO smo, in v evru smo, ne. Če se gledajo vseh 27 oziroma 26, če izključimo tako kot vseh tudi regijah, ne. Tako je, mi smo v bistvu v 5 regijah praktično, ne. Mislim, mi smo ena najbolj integriranih članic Evropske unije, imamo 80% menjave z državami Evropske unije, recimo Velika Britanija bistveno manj, ne. Pa dobro, za njih je to vsem problem, ne, ampak hočem reči, jaz nas definitivno vidim v tem jedru, ne. Se mi drugi sploh ne moramo biti, recimo, kako bi lahko neko državo, ki ni v evru, recimo, oziroma je v evru, izločili iz jedra. S tem, ki si v evru, si na nek način avtomatsko moraš biti v jedru. Razen seveda Črne Gore pa Kosova, ki imata tudi evro, ampak pustimo. Sam 11 držav ima še evro. Ja, seveda. Vatikan in tako naprej. Ja, sam je No, ti se tako, jaz. Dobro, če je še kakšno vprašanje, ker je profesor Mrak govoril o cherry picking, ki je že nakazal na kosilo, ki se bo zgodilo potem v Pritličju, tam kjer včeraj, kjer so tudi stojnice. Če ni več vprašanj, se najlepše zahvaljujem vsem gostom, ki ste seveda tudi vljudno vabljeni na kosilo. Skratka, ob nekem dobrem 7. scenariju se vidimo čez leto dni in odkljukamo vse te bullet pointe, ki jih je gospod Sidorović omenil. Hvala lepa in srečno.